No, zdaj, ko gledam za nazaj, bi rekel, da je bilo tukaj več stvari pomembnih, ključnih, predvsem po moje dve zadevi. No, prva stvar je bila moj članek, ki smo ga objavili nekaj let nazaj v reviji Nature Energy, ki ima danes impact faktor vpliva 46 in je s tem v bistvu 8. najbolj citirana revija na svetu. In v tem članku smo nekako predstavili ta koncept izkoriščanja elastohidravlične tehnologije, se pravi, nekako predstavil sem zgodbo, kot sem že prej omenil, se pravi, da smo to tehnologijo, na kateri temelji magnetno hlajenje, uporabili za elastohidravlično tehnologijo hlajenja. In že s prvim prototipom, ki smo ga predstavili v tej reviji Nature Energy, smo v bistvu dosegli izjemne rezultate. Hkrati pa smo nekako pokazali dva izziva za prihodnost, ki jih bo potrebno rešiti, če bomo želeli, da bo ta tehnologija vstopila na trg. Prvi izziv je življenjska doba teh materialov, drugi izziv je pa pogonski sistem. Želimo čim učinkovitejši pogonski sistem za obremenjevanje in razbremenjevanje teh elastohidravličnih materialov. No in glih okoli te zgodbe sem napisal mojo ERC prijavo. Torej, da smo že dokazali princip delovanja, zdaj pa rabimo nekako velik projekt za dalj časa, da se bo lahko vključilo več različnih ljudi v projekt in bomo skupaj na nekem principu od spodaj navzgor razvili te ključne komponente te tehnologije in jih potem združili v nek delujoč prototip. Zdaj, druga ključna stvar je bila pa to, da sem po doktoratu šel na podoktorski študij v tujino, na Dansko tehnično univerzo, ker ERC nekako, kljub temu, da je to ERC na začetku raziskovalne poti, zahteva, da ta prijavitelj že dokaže neko stopnjo samostojnosti. In to ne moreš narediti, če si ves čas v skupini od svojega doktorskega mentorja. Skratka, zaželeno je, da že dokažeš neko stopnjo samostojnosti in kombinacija teh dveh stvari, se pravi neka ideja, ki je bila že dokazana v določeni meri in pa neka stopnja samostojnosti sta po moje ključna faktorja bila pri tem, da sem bil uspešen.